Letošnje leto je vlada razglasila za leto generala Maistra in v Kamniku smo te njegove jubileje zelo lepo proslavili in tako dostojno počastili spomin na tega slovenskega velikana, rojenega v Kamniku. V sodobni Sloveniji se pogosto pozablja na slovensko identiteto, narodno zavest. Celo materinščina je včasih nekoliko potisnjena na stran. Rudolf Maister nas spominja, za kako pomembne temeljne naroda in države gre, ter tudi, kako jih zastopati pokončno in ponosno. Maister je živel vrednote poguma, vztrajnosti, ljubezni do svoje domovine, ki so tudi prihodnost slovenskega naroda in države izrednega pomembna. Prav to skrb za slovenski jezik, slovensko identiteto, narodno zavest in ljubezen do domovine, do naše čudovite deželice, so izjemnega pomena tudi danes za prihodnost slovenskega naroda in Slovenije. Bodimo ponosni na vse, kar smo dosegli, in skrbimo za to, da dosežki ne zbledijo in v slogi skrbimo za našo državo. Seveda bodo vedno ideološke razlike, vendar to ne sme biti nikakršna ovira pri našem razvoju in napredku. Kajti Slovenija je ena sama in je naša, ne od levih, ne od desnih, ampak od vseh nas. Slovenija ima veliko prednosti, če smo sposobni stopiti skupaj. Zato sem še kako ponosen, da smo letos po skoraj 2 desetletjih načrtovanja odprli eno izmed najbolj sodobnih šol v državi, osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik. To je naša investicija v prihodnost, to je naše darilo našim otrokom, ker vemo, kako pomembno je izobraževanje za razvoj naše skupnosti. Brez kakovostnega znanja, brez spodbujanja mladih, da se bodo podali v življenje znanjem, bomo zapravili njihov potencial in kot narod stagnirali ter v najboljšem primeru ostali ujeti v povprečnost. Za trajen uspeh potrebujemo več kot znanje in inovacije. Potrebujemo državo, ki bo znala zadržati svoje ljudi in jih spodbujala k ustvarjanju doma v Sloveniji. Trden temelj naše prihodnosti pa vsebuje tudi odpornost in sposobnost, da se pogumno soočamo z izzivi. Lansko leto nam je prav v Kamniku na boleč in poučen način pokazalo, kako ključna je odpornost. Lanskoletne zgodovinske poplave so pustile globoke rane na naši pokrajini in pokazale, kako nepredvidljiva je lahko narava. Toda v najhujših trenutkih smo dokazali, da nas solidarnost in enotnost delata močnejše. Obnova bo trajala več let, a prepričan sem, da bomo iz te preizkušnje išli bolj povezani in odporni, kot smo bili prej. Naj ta izkušnja ostane opomnik, da nas največje preizkušnje pogosto pripravijo na največje priložnosti. Pokazali smo, kaj nam pomeni ljubezen do Kamnika, pokazali smo, da nimamo domoljubja le v besedah, ampak predvsem tudi v dejanjih. Danes, ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti, se spominjamo vrednot, ki so nas združile in se zavežimo, da bomo za naše otroke, za naše potomce gradili prihodnost, na katero bomo vsi skupaj lahko ponosni. Naj bo leto 2025 leto novih priložnosti, leto, ko bomo skupaj stopili naprej. Naj Kamnik postane zgled za Slovenijo, Slovenija pa zgled za svet. Hvala, ker ste del na tej poti. Naj živi Kamnik, naj živi Slovenija. Hvala. Let's go.
srce